Kjer izvolite, že imamo. Vodopivc, kam so se pa anti skrili, ne? Še v Križnikah včasih je bilo anti oznaka, to so stari Slovani, ne? Antika, pravimo, obdobje starega veka. Se pravi, antika dobesedno pomeni obdobje starih Slovanov. Pa nihče, nobena zgodovina, ne italijanska, ne francoska, ne angleška, o antiki ne govori kot o obdobju starih Slovanov. Se pravi, kam so se anti skrili v vsem tem, ne? Me razumete, kako če? Razumem. Jaz moram reči, da tega ne vem, ampak verjetno so se skrili tako, kot so se Slovani pred 6. stoletjem skrili, ne? Se pravi, so jih načrtno zamaskali. Zdaj, jaz ne bi poudarjal anti so znani seveda iz Pižvarjeva, Pacovin in Sonca. Ampak antika, celo obdobje se imenuje po antika. Ja, bi kar bilo verjetno, ja. Kar še naprej? Izvolite. A je interpretacija, katerim glasovom ustrezajo venetske črke, vaša hipoteza oziroma vaših predhodnikov, ali je to splošnejši konsens? Glejte, prej sem omenil, da so venetologi, o tem je tudi Tomažič pisal, ne, rekel, torej venetologi, italijanski, nemški in pa francoski, ne, Ležen, Pellegrini in Prozočini, so naredili zelo veliko delo. Popisali so napise in prečrkovali. To se pravi, to je tukaj nesporno. Kako so pa vedeli, kater glas ustreza? Mogoče to pojasnilo. Ja, imamo najstarejše, to se pravi najstarejši, in pa potem tile napisi iz Lago di Calalzo in pa iz Esteja. Te so značilne. Potem imate pa kasnejše latinsko-venetske, ki že prehajajo, in potem imate latinske. In se vidi zvezdni prehod. Tako da mislim, tukaj ni nobene dileme. Pri frigijskih, moram še reči, pri frigijskih ste videli črke, so tudi dosti dobro opredeljene. Pa tudi pri mesapskih, ki sem jih pa letos obravnaval, so pa tudi, to so pa Nemci delali, Hans Krahe, torej prečrkovanje je tudi tukaj ustrezno. Zelo, sem pa tja, torej pri mesapskih je ena sama napaka, druge pa kakšna črka je pač, ki je drugače pisana, se mogoče interpretira napaka drugače pa. Treba je vedeti, da so italijanski venetologi se trudili z razbiranjem venetskih napisov okrog 500 leti in so postopoma prepoznavali posamezne črke. Najprej seveda tiste, ki so imele ustreznice v latinici. Tam so prve črke ven dobili, katere bi bile, in potem so pa naprej ugibali, kaj bi kater znak, kateremu glasu bi ustrezal. Je pa nekaj le treba povedati, da je verjetno še nekaj manj pogostih znakov in je pripisana dvomljiva glasovna vrednost. To se pa še sedaj proučuje in upam, da bo prej kot v naslednjih 5 stoletjih to do konca razbrano. Ampak gre za podobne izgovorjave, tako da na samo razumevanje bo to malo, ampak gre pa za točnejše glasovne vrednosti. Kaj naprej še? Ja, izvolite. V teh primerjavah, ki ste delali, ste v glavnem primerjali slovenski jezik z venetskim, temi napisi, in je pri slovenskem v bistvu največji delež sorodnosti z venetskimi napisi. Ko pa tu razlagate, pa največkrat uporabljate slovanski jezik, oziroma slovanščino. Zdaj, mi vemo, da je slovanski naziv nastal nekje v začetku 18. stoletja po Napoleonu in ga prej ni bilo. S to potvorbo so v bistvu naredili tako, da so slovensko zgodovino naredili za slovansko, tam, kad je šlo pa za rusko, pa za srbsko, pa hrvaško, pa
romunsko in tako dalje, ali pa bolgarsko, so pa zadržali nazive. Vse, kar je bilo pa slovenskega, so pa naredili za slovansko skupno. In potem berem ponekod pravi, ja, vsi te jeziki so zgodovinski narodi, vsi so zgodovinski narodi, razen slovenski in slovaški. To berem na več koncih, sem pil to ugotovitev. Zato mečkaj eno vprašanje, zakaj niste uporabljali, se strinjam, da je to odlično delo, mislim, to prvo in prvo. Ampak imam pa eno vprašanje, zakaj niste večkrat uporabljali slovenščino, ali pa slovenski jezik in pa uporabljate slovanščino, pa slovanski jezik. No, lejte, zadevo sem že omenil v predavanju, ne? Torej, slovanščina je izziv, je izum 19. stoletja, izumili so jo konkretno Čehi, ki so se šli panslavizem in mi smo to tujko prevzeli, ker originalni, mnogo starejši izraz je Slovenij. In Slovenij je izraz praktično za vse Slovane, skoraj za vse Slovane, na vsak način pa za srednjeevropske Slovane, bil uporabljen. Še starejši izrazi so pa od Venetov do Antov, kot smo šli še in tako naprej. In seveda, če bi hotel uporabljati pravilni izraz za te predantične slovanske napise pogojno, bi morali reči predantični, predslovanski napisi. Zato, ker Slovanov takrat formalno ni bilo. Bili so od Venetov in tako naprej. Res pa je, da je mnogo lažje uporabljati besedo slovanski kot predslovanski. Se pa popolnoma strinjam, mislim, tukaj gre za zamočevanje slovenske zgodovine, to sem že prej pojasnil v primerjavi z grškimi, pa tudi z ostalimi. Tukaj je prav, bi rekel, načrtno. No, še nekaj moram povedati. Prej sem omenil čudež slovenske osamosvojitve. Dejansko gre za čudež. Ne smete pozabiti, da na mirovni konferenci v Parizu je bila Slovenija iz zemljevida Evropa izbrisana. Zavestno izbrisana. In če ne bi bilo pokojnega blaženega Janeza Pavla II. In lokomotive, nemške lokomotive pod vodstvom Kohla, težko, da bi se Slovenci osamosvojili. No, tukaj imajo tudi še druge zasluge, naši izseljenci in tako naprej. Skratka, da ne bom preveč, ampak gledajte, dejansko gre za čudež in za ta čudež morajo biti hvaležni in tudi kaj narediti za ta čudež. Kaj naprej? Omenili ste v svojem predavanju tri skupine, če se prav spomnim, bolgarski, slovenski pa še en, v enem od vaših slajdov. V drugem ste pa omenili knjige, ki o tem že pišejo in ste omenili tudi tega ruskega proučevalca Jurija Venenina, kako se že reče, ki je, ko sem bral to knjigo, mislim, da jo je napisal kot drugi del bolgarske zgodovine, nekaj tacga. A lahko majhen več poveste, kaj ste mislili s tem makedonskim, bolgarskim delom tam? Zdaj ne vem točno, na kaj se to nanaša, ampak ko sem kolega vprašal o staroslovanščini, je rekel, povejte kar o stari bolgarščini, je rekel, povejte kar staroslovanščino, ker sta si zelo slični. Zdaj, če je to jezikovno vprašanje, zdaj ne vem točno. Ne samo, nasplošno. Kaj? Ja, lejte, kar se pa tiče starosti jezikov in sposobnosti, da v teh jezikih kaj razumemo, je pa slovenščina daleč prva. Daleč najbolj je ohranila značilnosti predantičnih predslovanskih jezikov, da bomo točni. Sledijo ji sobščina, to je ostanek venečščine v vzhodni Nemčiji, bivši vzhodni Nemčiji, seveda ne gre za srbščino, ampak za sobščino, to je razlika, to bo določiti. Potem sta tukaj makedonščina kot ostanek Velike Makedonije pod Aleksandrom Velikim. To je tudi zamočana zgodovina, tu se govori o grški zgodovini, je pa to slovanska zgodovina, tudi grška, seveda, ne bomo reči,
mislijo, da je samo slovanska. Potem je tukaj stara bolgarščina in potem se ti stari jeziki končajo. No, še slovaščina je tukaj sicer novejši jezik, nima tujine in tako naprej, je pa jezikovno in pomensko zelo blizu slovenščine in seveda, ker je blizu slovenščine, je tudi primerna za raziskovanje teh starih napisov. Kaj naprej? Kar smo slišali in videli, se mi zdi odličen kompendij vsega, kar je bilo do zdaj lepega povedano o naših davnih prednikih, o začetku slovenstva, slovanstva in sploh evropejstva, ker indoevropci, kdo so to? To so tisti, ki smo začeli bivanje in življenje v Evropi, nič drugega. Noben prihod od kje, ki so tukaj nastali, to so indoevropejci. In med temi evropejci obsegajo Slovani več kot polovica Evrope. In na to je treba tudi graditi in zato vse, kar smo danes slišali in pa videli, se mi zdi pravi kompendij vsega, kar je lepega in dobrega, kar je bilo do zdaj rečeno o naši prazgodovini. Samo nekaj se mi zdi, nekaj sem pogrešal in sicer omemba in razlago podobnosti slovenskega jezika z jezikom Vendov v Nemčiji, ki so tudi imenovani lužiški Sorbi, ki se mi zdijo najbolj avtentični nasledniki Venetov. Saj Veneti so prišli, to ni bilo nič drugega, kakor prebivalci lužiške kulture, ki so se potem razpršili po Evropi. Torej, ampak nasledniki ali ostanek tega jezika se mi zdi prav tam, v tem majhnem narodu, ki nima niti zelo majhen, niti pomemben, vreden, lahko bi rekli. In pa njihov jezik, to je posebnost, njihov jezik je posebno podoben s slovenskim jezikom. To je posebnost. In pa še nekaj, samo v njihovem jeziku in v slovenskem jeziku imamo še dvojino. Torej, neka podobnost, ki se mi zdi zelo pomembna. Ja, samo moment. V primerjavi 39 jezikov sta upoštevana tudi zgornja in pa spodnja sorbščina. In tam se vidi ta velika povezava. Pri predavanju pa ne moram vsega omeniti. V knjigi pa je to detaljno narejeno in to, kar je povedal Tomažič, seveda drži. Izvolite.